Živa družba, spet sem jaz. Današnja tema bo pa zgodovina Louisa Brailleja in Brailleve pisave, ki je bila razvita za potrebe slepih in slabovidnih ljudi. Predstavljam si, da če tudi niste slepi, slabovidni oziroma ne poznate nikogar s takšno situacijo, ste že slišali, da obstaja posebna pisava za slepe in slabovidne ljudi. Razvil jo je takrat šele 16-letni Francoz Louis Braille. On se je rodil v začetku 19. stoletja v Franciji, v majhni vasici, in on se je rodil s popolnim vidom. Nekega dne pa se je poškodoval v delavnici svojega očeta, ko je imel komaj 3 leta, in ta poškodba je povzročila infekcijo očesa. Ta infekcija se je prenesla z enega očesa na drugega in ko je bil star 5 let, je bil Louis že popolnoma slep. On je šel v šolo kljub vsemu in je bil zelo bister deček, seveda pa ni mogel sodelovati, ko so brali ali pisali zaradi njegove situacije z vidom. Eden izmed učiteljev v tej šoli je povedal Louisovim staršem, da obstaja inštitucija v Parizu za slepe in slabovidne ljudi in da je popolnoma brezplačna. Louisa so kmalu napotili v to inštitucijo na nadaljnji študij. Ta inštitucija je imela knjige za slepe in slabovidne, in sicer so bile te knjige napisane v pisavi za videče ljudi. In sicer so to naredili tako, da so pisali s kovinskim svinčnikom, tako da so pač bili deli papirja dvignjeni, da je bil kot neke vrste relief, da so bile črke v obliki reliefa. Ampak ta sistem ni bil zelo uspešen, ker je bilo zelo zapleteno za študente prebiranje teh črk. Nekega dne se je v inštituciji pojavil nek vojak, ki je razvil poseben sistem črk in številk za potrebe svojih vojakov na ladji, ker ladja ni imela vedno luči. Vojaki pa so potrebovali določene informacije v vseh momentih, tako da je on razvil nek kodni sistem na podlagi 2 stolpcev po 6 pikic. Inštitut jih je hvaležno sprejel in so poskusili to zadevo uporabiti za svoje študente, ampak ta zadeva prav tako ni funkcionirala, ker je bilo področje, na katerem so bile te pike, preveliko, da bi lahko študenti brez težav perfektno zaznali, na kateri poziciji se nahaja pika. No, Louis Braille je pa v tistem času imel šele 14 let in se mu je posvetila ideja, da bi on spremenil sistem, in sicer da bi uporabil samo 6 pik za svoje kode. In sicer tukaj imam eno kocko in sta 2 stolpca s pikami. Zdaj, ko pišemo v Brailleju, delamo pikice. In ko jih prebiramo, je treba list papirja, na katerega pišemo, obrniti, zaradi tega, ker so pikice, ko jih pišemo navzdol. Tako da, ko pišemo, štejemo pikice tako, da je številka 1 zgornja pikica desnega stolpca, 2 je pod njo in 3 je pod dvojko. Številka 4 je pa zgornja pikica na levem stolpcu, 5 je pod njo in 6 je pod njo. Ko pa obrnemo list papirja za prebiranje, se pa zadeva obrne. Je pa pikica 1 v levem stolpu zgoraj in pikica 4 prva v desnem stolpcu zgoraj. Kaj potrebujemo za pisanje v Braillu? V Braillu rabimo en list papirja in listi so posebni. Običajen list papirja ni dober zaradi tega, ker je pretanek, in v trenutku, ko začnemo mi prebirati, se dotikamo teh pikic in pikice se prehitro zmanjšajo in izginejo. Tako da mora biti majčkeno debelejši list papirja. Potem potrebujemo Braillevo tablico, jaz imam takšno, so tudi daljše, ta je priročna za v torbico, in pa šilo. Odpremo Braillevo tablico in poiščemo mesto, kamor bomo položili list. Brailleva tablica nam služi za to, da nam bo stabilizirala papir, da se nam papir ne bo premikal, ko bomo pisali. In pa ima tudi pikice, ki nam povedo, kje so lokacije določenih pikic. Jaz bom poskusila postaviti papir čim bolj v levo v Brailleve tablice in bom preverila, da bo enaka oddaljenost lista zgoraj na levi in na desni strani, zato da bom pisala naravnost. Ko najdem pozicijo za papir,
držim papir z desno roko in zaprem Braillevo tablico in potisnem navzdol, zaradi tega, da se papir fiksira. In vzamem v roko šilo. Če se šele začenjate učiti Braillevo pisavo, vam svetujem, da najprej napišete nekaj vrstic, tako da označite čisto vse pikice. Zakaj? Zato, da boste dobili malo občutek, kje je kakšna pikica, pa da boste postali malo bolj spretni. Jaz bom za ta posnetek samo 5 simbolov napisala tako. Ko sem jaz začela pisati, sem bila jasno veliko bolj počasna. Imam tudi prijatelje, ki so pa strašansko bolj hitri, ampak saj veste, vaja dela mojstra. Takole, zdaj bomo pa kar začeli z abecedo. Se bom pomaknila v drugo vrstico. Črka A je 1, B 1, 2, C 1, 4, Č 1, 6, D 1, 4, 5, E 1, 5, F 1, 2, 4, G 1, 2, 4, 5, H 1, 2, 5, I 2, 4, J 2, 4, 5. Potem gremo naprej s K-jem. 1, 3, L 1, 2, 3, M 1, 3, 4, N 1, 3, 4, 5, O 1, 3, 5, P 1, 2, 3, 4, R 1, 2, 3, 5, S 2, 3, 4, Š 1, 5, 6, T 2, 3, 4, 5, U 1, 3, 6, V 1, 2, 3, 6, Z 1, 3, 4, 5 in Ž 2, 3, 4, 6. Potem pa potrebujemo za pisanje še veliko začetnico. Za označitev velike začetnice pa so točke 4 in 6. Poskusimo zapisati lisa z veliko začetnico. Prvo bomo seveda zapisali simbol, ki predstavlja veliko začetnico, ki je 4 in 6. Potem zapišemo črko L, 1, 2, 3, I je 2, 4, S 2, 3, 4 in A je številka 1. Takole. To je bil prvi del tečaja Brailleve pisave. V prihodnjem delu pa bom delila z vami, kako se zapisuje številke in kako se zapišejo še določene simbole, kot so pika, vejica, podpičje, oklepaj, zaklepaj in tako naprej. Upam, da če ste se začeli učiti Braillevo pisavo, da vam bo ta video pomoč. Ali pa če ste mogoče samo majčkeno radovedni, da sem pa vsaj majčkeno vaše radovednosti potešila s tem današnjim videom. Vidimo se prihodnji četrtek. Lepo se imejte. Adijo.